Nekaj minut čez 10 učenci 5. B že pridno barvajo, režejo in se pripravljajo, da se bodo na pustni torek prelevili v pravljične junake. Mi fantje zelo radi kartamo in smo nekako prišli na idejo, da bi postali Alica v čudežni deželi. Pripravo kostumov za like iz zgodbe o bistroumni desetletnici, ki na lašč in brez oklevanja skoči v zajčjo luknjo in s tem v svet čudes, kakršno obstaja le v sanjah, so mladi vzeli zelo zares. Šola nam je zastavila delo, da bi mogli iz priročnih stvari narediti kostume. In mi smo se odločili za papir in volno. Za masko potrebujemo te barvice, ki zdaj mogli prejšiti brke. Ponavadi se uporabi tudi kakšen samet, če se zmotimo. Mimogrede pa sem ena od kart postala tudi jaz. Kako pa so si vloge razdelili petošolci? Po tem, kak glas imaš, pa to, kak fajn igraš. Večinoma smo bili fantje karte, to smo se vsi strinjali. Punce so pa hotele biti večje vloge, se pravi kraljice. Pri pripravah na tekmovanje za najboljšo masko na šoli je pomembna vsaka podrobnost. A najpomembneje je, kako se v svoj lik uživimo. Nesramni teleban! Nisem kriv vaše veličanstvo! Konkurenca pa bo huda. Na šoli so namreč uživeli še junaki iz knjig Harryja Potterja, Rdeče kapice, tukaj so Smrkci in še in še. Kdo pa si bo zaslužil nagrado, pa vam bo moral povedati Jan, ker jaz grem preganjati zimo. Čau! Na razredni stopni so zmagale Sovice Oke iz 3. A razreda, na predmetni stopni pa Smrkci iz 7. B. Čestitamo!